Škofji Loki že tradicionalno na Štefanovo poteka žegnanje konj. Zbralo se jih je približno 50 in tudi drugih živali, ponijev, osličkov in tako naprej ni manjkalo. Kar prešerno vzdušje. Sveda za praznik svetega Štefana, priljubljenega zavetnika, še posebej konj. Sveti Štefan je prvi mučenec, vsi vemo. Vemo, da je živel v Jeruzalemu in skrbel za reveže. Prav tako pa je tudi uspešno oznanjal Kristusov nauk. Tako zelo, da so ga Judje obsodili na smrt in kamenjali. Ljudsko izročilo od Skandinavije do Slovenije pa pozna povsem drugačnega Štefana. O tem vsako leto tudi nekaj slišimo. V srednji in severni Evropi je sveti Štefan postal konjski patron. Vsi nucamo blagoslova, ne? In vsekakor, da ta blagoslov konj tudi pomeni nasplošen za celo družino, da dobimo malo blagoslova, ne? Sploh pa za konjenike, koliko vražamo po svetu, pa tako. In nucaš Božjega blagoslova, ravno tako, ne? In koliko konj imate pri vas? Dva imamo sam, ja. Prihajate pa iz? Križne gore, na Škofjo Loko. Ja. Lep dan. No, in kar veselo naprej. Blagoslov soli in vode je danes pravzaprav edino, kar je ostalo od starosvetnega obrednega okvira praznovanja svetega Štefana. Oboje je namenjeno živini, zemlji in ljudem in je ostanek šek, ki so jih poznali naši predniki na ta dan. Šek, katerih najmenitnejše so pač bile ježe na konjih in blagoslov konj. Če utegnejo biti razne oblike ježe še ostanek poganskih obredi, pa je blagoslov konj naravna posledica njihovega pokristjanjenja. Prišlo je tudi v naše kraje, kot vemo, ne v Štefanja vas in drugi kraji. Blagoslovljene konj je bilo razširjeno ne le na Kranjskem, ampak tudi na Štajerskem, zlasti na Koroškem. Vsemogočni Bog, vse stvarstvo priča o tvoji veličini in dobroti. Izročil si ga človeku, da ga uporablja, spopolnjuje in se ti zanj zahvaljuje. Prosimo te, da na priprošnjo svetega Štefana varuješ to živino, še posebej konje in osle, pred boleznimi in nezgodami. Nam pa pomagaš, da bomo živino lepo ravnali in za njo skrbeli. Naj se veselimo vsega, kar si ustvaril, po Kristusu, našem Gospodu. Sedaj še blagoslov vode, molimo Gospod naš Bog. Vodo si ustvaril, da dela zemljo rodovitno, nas pa poživlja in očiščuje. Blagoslovi to vodo, podeli milostno vsem, ki jo bodo uporabljali v čas svetemu Štefanu, ali se z njo kropili, da bodo rešeni vsega zla in polni nebeške milosti, po Kristusu našem Gospodu. Še blagoslov kruha, večnega življenja. Blagoslovi ta kruh, kakor si blagoslovil 5 hlebov v puščavi. Po njem naj prejmemo dušno in telesno zdravje in se veselimo tvojega vstajenja. Konjem pa podeli zdravja, da bodo mogli služiti človeku še naprej. Po tebi, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Torej, zbralo se je okoli 50 konjenikov, prišli so iz vseh koncev, največ jih je iz okolice Škofje Loke, vse tja do Svete Barbare, Biten, prišel je tudi konjenik iz Podratitovca in celo iz primorskega konca. Zdaj bi pa prosil, ker vidim v naši sredini tudi gospoda župana, magistra Mišeta. Dogovorjeno je bilo z gospodom Snojom, da lahko program delamo naprej med tem, ko bo on blagoslovil konje in konjenike, da nagovori zbrano množico tu v Stari Loki. Prosim, gospod župan.
Najprej dober dan vsem konjenikom, jezdecem, lastnikom konj, lastnikom oslov in pa seveda vsem kofarcem, Ločanom, občanom in pa gostom, ki ste se danes zbrali v tako velikem številu na fari. Ta tradicionalna prireditev je sedaj že 6. vendar pa vsako leto močnejša, vsako leto nas je več in upam, da bo prerasla v centralno žegnanje na Gorenjskem, mogoče kasneje tudi v Sloveniji. Vsem čestitam, ker ste se odzvali vabilu tistih organizatorjev in ob tej priliki čestitam predvsem Andreju Škrentlu, ki je tako toliko truda vložil v to organizacijo in pa vsem njegovim sodelavcem. Predvsem hvala tudi vsem gospodinjam s Fare, ki ste tako pridno pekli zadnje 2 dni, da je pravzaprav danes že 2. Miklavž v decembru. Povedati moramo še nekaj. Danes je tukaj 50 konj. Te konje niso samo namen, da se pokažejo, gospodarji jih morajo celo leto vzdrževati, jih držati v kondiciji, gredo na sprehode, na ježo, vendar pa vsakih 6 let so ti konji tudi glavni ali pa eni od glavnih akterjev tudi škofjeloškega pasijona. Škofjeloški pasijon je znamenit ravno po množičnosti in po tem, da v njem sodeluje tudi do 80 jezdecev, do 80 konjenikov s konji in to je seveda svojevrstni tečaj. V letošnjem letu smo imeli mednarodni simpozij o pasijonu in najbolj eminentni evropski organizatorji pasijona na čelu s predsednikom Pasijonske zveze, gospodom Langom, so se bili edini, da je škofjeloški pasijon edinstven. In to edinstvenost nadajajo prav konji in pa vsi udeleženci, ki v tako velikem številu nastopajo na tem pasijonu. Vsem ob tej priliki zaželim še naprej vesele in lepe praznike in pa seveda veliko zdravja, uspehov in pa dobro ježo tudi v naslednjem letu 2012. Mi smo prišli z 3 konji, to se pravi en v paru z kočijo, pa en posebej, ta mal ponik. Prvega je vozila hčerka, mi smo potniki, ta drugega pa sin, ki sem ga prej pri koncu sem dostavil. Kaj vam pomeni ta praznik, žegnanje konj? Ja, jaz sem tega praznika že rekel ljubitelj veliko let. Veliko let sem bil tudi organizator naših prijateljev, ki smo hodili po raznih koncih Slovenije, med drugim v Vipavo, Šentjernej, Podbočje, največkrat bo Zarnigrad, kamor so danes šli tudi moji kolegi. Jaz sem pa ostal v Stari Loki. Koliko konj pa imate? Hčerka ima v bistvu doma enega konja, ta večga pa ta malha ponija, pa en drug konj, ki je tudi tale od prijatelja. Pa konje imam jaz tako rada. A da, pa to lepe so bili, ful lepe konje. Odkot prihajate vi? Iz Škofje Loke, v papirnici. In koliko konj imate? 3. 3 solastniki smo. Tale ni kobilca, ni moja. Kaj vam pomeni ta praznik, žegnanje konj? Zelo velik, ker je to srečanje in praznik za konje, seveda. Da jih pokažemo, kako jih skrbimo za njih, pa kaj delajo oni. Mi še vidimo, kaj zaupata o vajnem konju in tem prazniku, kaj vam to pomeni? Ja, kaj žrebci so kar živi, treba kar merkati. Kaj vam pomeni ta praznik, žegnanje konj? Ja, jaz se ga vsako leto udeležujem, mi je zelo všečno, tako posebno vzdušje, tako, ne vem, prav fajn, no. In koliko konj imata? Jaz sem enega, on jih ima pa 5 doma. Kje pa? Jaz sem tukaj z Gorenjske, z Škofje Loke, on je pa z Primorske, Uroš. Kar daleč je za ježo iz Primorske na Gorenjsko, kaj? Je kar parpelo, ni šlo. Rabiš kar 3-4 dni. A je veliko skrbi s konji? Ja, vzame kar nekaj časa na dan. Je treba kar, sploh za ta dan, recimo jih moramo kar, moraš kar uro pa pol prej začeti, da ga malo lepo uštimaš, da ga počešeš pa vse. In tudi živahni so ti konji, lahko vidimo. A je še mlad? Žrebec je, zato pa. Kobile so in dela svoje. Odkot sta? Pod Ratitovca.
Kaj vam pomeni ta praznik? Veliko pomeni, ne, sploh kad so ljubitelji konj, pa da se blagoslovi, da se bojo uspešni jaha čez let, pa tako naprej. In koliko konj imate doma? 4. Še kakšno živino ali samo konje? Samo konje. To za šport? Ja, za hobi. Drugače večina se tako bolj, ker ne dela, pa za hobije pa tole. Kje pa najraje jahate? Drugače najraješ doma, ker je pač poznano, se pa to sam greš pa tudi dol malo nižje, da je bolj ravnina, ker mi smo kar visok doma, tako da nimamo kaj kakšne dobre ravnine, pa tega terena pa to. Razmišljate tudi o kakšni šoli jahanja? Ne, to pa ne, ni časa. Odkot pa vidva prihajata? Pravzaprav sva z tiste strani cerkve, tukaj Stare Loke. In je to vaš konj? Ne, na posodo, sam za sprehod pravzaprav. Dobro jahaš? Ja. Saj vidimo, kaj? A bi tudi sam imel konja? Aha. No, mami. Ne še, zaenkrat samo na posodo. Greva. Kam najdlje jahate s konji? Najdlje, do Lest smo šli najdlje. Iz Rateč do Lest. In koliko konj imate? Jaz imam sam ta belega. Princesa na belem konju. Ja, lahko bi tako rekel. Kaj s kajkom? Kaj ronco, ne? Kaj? Sta pridnali. Še kako narediti?